Lepo pozdravljeni na že 11. Valentinovem dvojcu, prireditvi, ki jo od leta 2011 organizira založba Pivec in na kateri vsako leto dva gosta, ženska in moški, spregovorita o ljubezni oziroma ljubeznih na takšen ali drugačen način. V teh 10 letih se je zvrstilo kar 20 zanimivih gostov, predvsem iz področja literature, glasbe in znanosti. Današnja gosta pa sta Cvetka Bevc in Boštjan Narat. Uvodno besedo pa dajem duši tega dogodka, Zori Jurič, ljubiteljici umetnosti, ambasadorki branja in častilki ljubezni. Zora, prosim. Hvala, Nina. Nocoj bo govora o ljubezni. In jutri zvečer tudi. Pravzaprav ne vem za nič bolj primernega, o čemer bi govorili, dokler ne bomo umrli. Tako Hafiz iz davnine in nocoj o ljubezni s sijajnima gostoma, s pesnico, pisateljico, glasbenico, scenaristko Cvetko Bevc in z glasbenikom, esejistom, voditeljem oddaj, sicer filozofom, Boštjanom Naratom. Lep večer obema. Dober večer. In mislim, da se oba ukvarjata z ljubeznijo na tak ali drugačen način. Ljubeznijo do umetnosti, ljubeznijo do ljudi, ljubeznijo predvsem do glasbe in lepe besede. O tem bo tekla beseda, pa seveda o teh različnih vrstah ljubezni, ki jih gojimo. In če sem si prej sposodila Hafizove besede, bom pa zdaj sodobnejša. Letošnji Prešernov nagrajenec Feri Lajnšček je v svojih intervjujih povedal, da se mu zdi zdaj v tem trenutku najbolj angažirano govoriti in pisati o ljubezni. In to brez cinizma, brez sentimentalnosti. In mogoče najprej za uvod tako vprašanje za oba, kako vidva komentirata to njegovo izjavo? Lep dober večer vsem skupaj. Hvala za povabilo. Pozdravljam Boštjana, vaju, Zoran, Nino. Seveda lahko samo pritrdim Ferijevim besedam. Govoriti in pisati o ljubezni je lepo, ljubiti ljubezen pa je še lepše. Ja, izjava je precej bolj kompleksna, kakor se mogoče sliši na prvi posluh. Tako da bi se do določene mere z njo strinjal v podobnem tonu, kot se z njo strinja Cvetka. Seveda pa je vse zelo pogojeno s tem, kaj pomeni angažiranost. In kar se tega tiče, če je, tako kot pravi gospod Lajnšček, pisati o ljubezni, predvsem tudi neko dejanje duha, dejanje misli, dejanje mišljenja, ja, to je žali Bog postavljal nekaj, kar je angažirano, zaradi tega, ker na nasprotni strani se kopiči vedno več nesmisla in brezumja. In po svoje zelo žalostno, da se moramo za smisel in za boriti, ampak verjetno je čas res tak, da se je treba. Vajina skupna ljubezen je glasba, v glasbi sta se tudi spoznala in tako kot mi, zdaj obhajamo 10 let tega Valentinovega dvojca, tudi vidva obhajate 10-letnico prijateljstva in tudi to vajino spoznanje oziroma spoznavanje je vezano na eno prireditev založbe Pivec, pesniški turnir. Leta 2011 je bila Cvetka polfinalistka in kasneje tudi finalistka, če se ne motim. In tisto leto smo imeli polfinale v Kopru, kjer pa je bil Boštjan glasbeni gost. Kako se spomnita tega dogodka, Cvetka? Se ga zelo dobro spomnim, ker sem stopila pol k Boštjanu, tako na videz sva se poznala že prej, in sem rekla: Boštjan, zelo lepo te je bilo slišati. In Boštjan mi je odgovoril: tebe tudi. Tako da sem si štela kar v čast. Tako so se, ja. Boštjan je bil večkrat gost na pesniških turnirjih glasbenih in vem, da sem mu prav takrat v Kopru rekla: joj, kako je lepo, ker kadar pa imamo tebe za glasbeno spremljavo, vem, da bo vse v redu potekalo. In tudi sicer je to šlo zmeraj za preplet poezije in glasbe in tako kot pravzaprav bo tudi nocojšnji večer. Ja, pesniški turnir res povezuje ljudi na glasbeni in pesniški sceni. Tudi danes sta se njone poti prepletli. Cvetka, se spomniš, katero pesem je takrat odigral Boštjan?
ženske, ki ljubijo pse. Če je to ta naslov, zapomnila sem si pa da moški, ki ljubijo kaktuse. Ikebane. Kako sem lahko prevedla v kaktuse? Podobno. Ko ni često. Jaz predlagam, Smiselno, ampak se ne izide metrom bi porušili, tako da najkar ostanejo ikebane. Jaz predlagam, da s to pesmijo danes tudi nekako začnemo ta glasbeni del današnjega večera. Gre za pesem torej Ženske, ki ljubijo pse, o zapletenosti oziroma nepreprostosti moško-ženskih odnosov. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo z volkovi. Moški, ki ljubijo ikebane, se jim smejo, a vedno podijo. Ženske, ki ljubijo pse, ne morejo spati, objete, zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo oddaleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni. Ker ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moški, ki ljubijo ikebane. Ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moški, ki ljubijo. Dekleta obujejo čevlje s peto in delajo predolge korake, ko postanejo ženske, jih temu primerno skrajšajo. Fantje se zbujajo iz monastih sanj, ne da bi vedeli zakaj. Ko postanejo moški, jih meče po konci z razlogom, ki ga poznajo dekleta, ki prva opazijo tiste poglede, ki hočejo še in ki delajo s fantom može, in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo z volkovi. Moški, ki ljubijo ikebane, se jim smejo, a vedno potiho. Ženske, ki ljubijo pse, ne morejo spati, objete, zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo oddaleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni. Ker ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moški, ki ljubijo ikebane. Ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moški, ki ljubijo ikebane. Ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moški, ki ljubijo kaktuse. Ko smo iskali gosta za nocojšnji večer oziroma za letošnji Valentinov dvojec in ko smo vaju našli, smo se prav po otroško veselili, ko smo odkrivali, koliko skupnih točk najdemo tudi pri vaju. Ena taka je gotovo glasba, Cvetka. Ti si po študiju muzikologinja in tudi študij primerjalne književnosti, se pravi, da te od nekdaj to dvoje zanima. Razen tega, kot smo že rekli, pesnica, pisateljica, scenaristka. Tu naj povem, da smo prav v tem tednu, v začetku tega tedna, gledali dokumentarec po tvojem scenariju o Hinku Smrekarju. Sicer pa si napisala scenarij tudi za dokumentarni film o letošnjem Prešernovcu, prej imenovanem Ferju Lainščku. Imaš kar veliko nagrad, priznanj za svoja dela, tako da si znana doma in tudi v tujini, kjer si nekaj časa tudi študirala na Cork College. In
Dobila si najnovejša nagrada je Fanny Hausmann v Celju za najboljši pesniški cikl, potem pa si velikokrat nominirana tudi za mladinsko književnost, kot mladinska avtorica za Večernico, za Desetnico. Enako tudi si bila nominirana za roman Potovci, za Kresnik. In kot smo že slišali, velikokrat finalistka pesniškega turnirja. Tako se prepleta to tvoje delo in zdaj je izšla pri založbi Pivec tvoja pesniška zbirka In vendar sem. Zelo posebna, zelo drugačna morda od drugih zbirk, ker si se opogumila in stopila v kožo, čevlje, v dušo in srce nekoga drugega, v pamet in srce pravzaprav, in to starega pesnika, moškega. In šele na koncu, šele zadnji del spregovori ona, je njen glas. In razmišljala sem, kaj te je pravzaprav peljalo k temu, da si sposodila moški glas. Mislim, da je v prvi vrsti šlo za opazovanje staranja, da sem v resnici nekoč postala pozorna na gospoda, ki je sedel na klopi in sva se potem zapletla v pogovor. In mi je razlagal, kaj vse lahko to potegne za sabo. In mislim, da je na podlagi tega srečanja nastala pesem, ki je bila potem tudi med finalisti, o klopi v parku. Se pravi, kako je, ko se začneš starati. S tem, da sem pred leti sama kar hudo zbolela in si pol takrat začneš postavljati vprašanja, mogoče bolj kot prej o minevanju, ne nazadnje tudi o smrti. In pol sem ugotovila, da če spregovorim skozi moškega, da mi to na nek način pomaga, da vzpostavim distanco, po drugi strani pa še globlje poniknem v nekaj. In se mi zdi, da naslovna pesem In vendar sem, ki pa govori o problemu demence, da pa pri tem nekaj drži. Mogoče v glavi nastane praznina, v srcu pa ne. Ja, zelo pretresljive so po svoje te pesmi, ravno res zaradi tega minevanja, tega zavedanja naše minljivosti, ampak ta nas zmeraj na nek način odpre tudi za presežnost, tudi za pesem. In ta naslov je tako uporniški pravzaprav, in vendar sem, in to v celoti, osebnost, ne potem samo nek bolnik ali nekdo, ki pozablja. Ampak sem razmišljala, da je to tudi en zanimiv način, to oživljanje v drugega, in hkrati reflektiranje sebe. Vaju oba pravzaprav vprašujem, a je to mogoče en pogoj za tisto pravo zrelo ljubezen? Mislim, da gre pri tem za uživljanje v kožo nekoga drugega, da gre pri tem za sočutje, za empatijo. In ko se uživimo v nekoga drugega, pa se včasih raje ne bi, ker bi nas ponesla jeza, maščevalnost ali kakšna nečimrnost, pa vendarle gre takrat res za ljubezen, ko s sočutjem stopimo korak bliže k nekomu, pa če tudi nas je razočaral. Boštjan, kako pa ti razmišljaš zdaj, ne vemo, nereflektirano življenje ni vredno, da bi ga živeli, je rekel Platon, ne? In najbrž tako nereflektirani tudi v pravo ljubezen ne moremo vstopati zares. Ja, se da tudi nereflektirano, gotovo. Ni nemogoče, daleč od tega. Sicer pa je, tako kot je rekla Cvetka, sej empatija, sočutje sta ne samo predpogoj za ljubezen, sta tisti začetek odraslosti v nekem polnem pomenu besede, ne, pač seveda je v tem, se mi zdi, da pač če nam manjka empatije, če nismo sposobni sočutja, s tem v prvi vrsti dokazujemo ali pa kažemo neko svojo infantilnost, neko nedoletnost, ker pač, ne, dokler sem ta izključno in samo otrok, sem samo jaz in te druge perspektive seveda še nisem sposoben, ampak to je normalna razvojna faza. Če pa je ne presežemo,
pa to seveda pomeni, da živimo neko osiromašeno življenje, ker vendarle živeti sam v tem nekem seveda ontološkem smislu, recimo temu tako, in predvsem etičnem smislu, to je polovično življenje. Pa smo lahko fizično gledano sami, ne, ampak. Že prej smo menili, da v življenju vaju obeh posebno vlogo igra glasba. Zanimivo je meni pri tem to, da sta oba in tvorca glasbe, skladatelja, hkrati pa tudi na nek način teoretika. Boštjan kot filozof glasbe, Cvetka kot muzikologinja. Kako kombinirata ti dve vlogi? Gresta skupaj ta emocionalno glasbena plat in ta, ki stavi bolj na racijo in reflektiranje, razmišljanje o glasbi? Se to dvoje tako kombiniramo ves čas, ne samo pri vsakovrstnem ustvarjanju, ampak verjetno tudi sicer v življenju. Jaz mislim, da tle glasba ni nič drugačna od drugih oblik umetnosti, pač v tem razmerju in v tem balansiranju, ki ga kot ustvarjalec oziroma ustvarjalka nekako iščeš, ker ves čas si seveda vpleten v celo stvar čustveno, hkrati jo pa ves čas tudi racionaliziraš, iščeš neke rešitve, ki so včasih bolj podobne, iščeš rešitve problemov, ki so včasih bolj podobne, ne vem, gradbeniku ali pa obrtniku, kot pa navdahnjeni umetniški duši, ker pač moraš zadevo speljati nekam. Ne? To sem hotel ravno vprašati, predvsem zato, ker v neki splošni javnosti velja, da je glasba domena emocij, ne? Racijo pa je nekaj potem sukcesivnega k temu. Ti si tako lepo ubesedila to dvoje z verzom, da je moja tipkovnica inštrument, ki sam od sebe ustvarja glasbo. Tako da hkrati slišiš glasbo tipkovnice, ko pišeš, ampak tudi sicer pa skladaš, kot je Nino povedal, in bomo deležni enega kratkega odlomka, ko si sestavila glasbo za film. Lahko pospremiš kaj ta del? V tem primeru gre za film Pisma iz Egipta pokojne režiserke Polone Sepe. Z njo sem večkrat sodelovala v tem smislu, bodisi da sem bila scenaristka, pa skladateljica pri tem. In ta film govori tudi o ljubezni, tudi o starševski ljubezni, o ljubezni med ljubimcema, med zakoncema, in prihajamo do tistega, kaj vse ljubezen je. Ljubezen je tudi prijateljstvo in v tem primeru je šlo tudi za prijateljstvo in mogoče eno globlje razumevanje, kadar tudi pri ustvarjanju sovpadajo neke energije, neka naklonjenost, da sva s Polono res lepo sodelovali in je potem tudi glasba sama, se mi zdi, nosila en del te najine povezanosti. Hvala. Ko si prej omenil, Boštjan, infantilnost, po drugi strani pa je zmeraj ta razlika, ne? Če ne boste otroci, ne boste prišli v nebesa, se pravi, zdaj pa spet, kako odrast in biti kot otrok. Mislim, da je začetek filozofije čuditi se kot otrok. Čuditi se vsemu. Cvetka ima v pesmi tukaj čuditi se sploh temu dejstvu, da sem. In toliko tega čudenja nad stvarstvom, nad lepoto, pa tudi nad zlom. Kako je zdaj s tem biti kot otrok, čuditi se kot otrok? Kako zdaj sam, Boštjan, ob svojih otrocih spet začenjaš z novimi očmi gledati svet? Dobro, na začetku filozofije je marsikaj, je čudenje, je tudi veliko otroškega in med drugim je tudi otrok, ki se igra s kamenčki. Ne? Tudi ta prispodoba stoji prav še pred Platonom in Sokratom, tam nekje v tisti temeljni predsokratski dobi. Meni je mogoče ta element tisti, ki me zadnja leta, pa ne zdaj samo zaradi mojih otrok, ampak tudi sicer najbolj nagovarja, ko govorimo o umetnosti v katerikoli obliki. Ta element igre se mi zdi najbolj zanimiv in tudi po svoje najbolj
resničen, ker mogoče najbolj večplastno ubeseduje vse to, kar umetnost je. Se pravi, po eni strani neka iracionalno veselje, užitek ob samem dejstvu, da igramo oziroma se igramo. Po drugi strani pa vedno znova nek zelo v bistvu rigorozen sistem pravil, vrednot, ki jih vsaka igra prinaša s sabo in ki jo omejujejo, ampak v tem pozitivnem smislu. Seveda, igre se ne moramo iti, dokler najprej ne narišemo črt, dokler najprej ne postavimo tistih mej, znotraj teh mej pa se potem lahko gremo svobodo. Tako da mogoče je to ta nek povezovalni element med vsem tem, o čemer smo se do tega trenutka pogovarjali, vsaj zame. Nino, zdaj pa mislim, da je čas, da ti kot urednik predstaviš pa to zbirko esejev Boštjanovih, Podaja v prazno. Sjajen ta naslov, me je izjemno me je zanimal, kakšna podaja v prazno, in seveda sem šele potem videla, da je to izraz iz športa in se mi je zdelo sijajna ta primerjava na začetku, ko praviš, kako tako kot športnik zapre oči, zamiži in poda žogo, ne da bi vedel, če je tisti hip tam kdo, in da je podobno z ustvarjalcem, zdaj ali literarnega dela, ko ga da bralcem ali katerega drugega, kako si zmeraj pravzaprav na nek način prepuščen temu, a me bo sploh kdo bral, a me bo sploh kdo poslušal, a bo sploh kdo ujel žogo na drugi strani. Ampak hkrati gre tu za eno veliko zaupanje in pa, kot sam zapišeš, to mi je bilo všeč, izdati knjigo, praviš, je velika odgovornost. A se je to čutilo, gospod urednik, iz knjige? Ja, Boštjan Narat je, če je kaj odgovoren človek. Tako da na kratko povedano, in odličen esejist, izdal je dve esejistični knjigi, Partija, mislim, da leta 2014, če se ne motim, pa se ni, 2014, in pa potem Podaja v prazno, 2018, če se spet ne motim. Za obe je bil nominiran za Rožančevo nagrado, se mi zdi kar malo upravičeno, vemo, da je Rožanc pisal o različnih temah, tudi predvsej o športu. Tu mu je recimo Boštjan podoben, ampak seveda se ne ustavi zgolj pri športu, ampak manj širok diapazon tem, o katerih esejistično razmišlja, jih premleva, od glasbe do družbene kritike, umetnosti, nekaj stvari povezanih tudi z pripravami najbrž albumov Katalene, si domišljam, z nekim filozofsko ali pa teoretsko utemeljitvijo konceptov določenih albumov. Skratka, ne samo, da so teme zanimive, ampak tudi slog je pri njem nekaj, kar bi veljalo izpostaviti. Slog prilagaja temi. Slog prilagaja temi in je pri tem zelo kreativen. Recimo en esej tukaj v Partiji je boksarski dvoboj med Majakovskim in Goethejem, se pravi dvema klasikoma, in je zelo slikovit in nazoren z vsemi citati iz njunih del, iz Fausta in iz Oblaka v hlačah. Skratka, stvari, ki so vredne branja. Jaz bi povprašal Boštjana, kakšno mesto ima znotraj številnih stvari, s katerimi se ukvarja, torej glasbe, filozofije, kolumnizma, esejistika, ki je pravzaprav v Sloveniji dokaj slabo brana. Skratka, ima najbrž predvsem manjši domet kot glasba, s katero se ukvarja, ali pa tudi kolumne, ki jih piše. Jaz mislim, da ti si naslov Podaja v prazno zelo hiter, vsaj v internih pogovorih preimenoval v Prodaja v prazno. In to verjetno je usoda esejistike. Dobro, ne smemo generalizirati, ampak verjetno, če bi potegnil neko povprečje, je to kar nekaj, kar velja za esejistiko na splošno. Kar je po svoje, mislim, razumljivo. Pač ni to, je to nek tak, se mi zdi, hibriden žanr, ki je lahko zelo, zelo čaroben, zelo zabaven, zelo zanimiv. Ima pa tudi neke svoje pasti, se mi zdi, v katere lahko pademo in avtorji, avtorice in tudi bralci. Se pravi, zahteva neko, se mi zdi, eno tako zelo drugačno pozornost, posebno pozornost, ker vseeno na trenutke si soočen s teorijo, ki bi že skoraj zahtevala nek študijski pristop,
in potem pa te spet mogoče odnesel neko precej bolj poetično, na neko bolj poetično pot ali pa v nekem poetičnem meandru, kjer se na nek drug način prepuščaš besedi in misli. Meni je ravno zaradi tega zanimiva kot pač piscu. Je pa res, da je v bistvu, če sem iskren, relativno malo berem. Premalo, bilo bi bolje, če bi bral več. Ampak preprosto, pa tudi v bistvu sem precej pozno v svojem bralskem življenju odkril in me je precej pozno zintrigirala. Sicer pa ti se mi zdi, da zdaj že tradicionalno na večerih ob podelitvi Prešernovih Rožančevih nagrad izzivalno vprašaš nominirance, ali ste brali drug drugega. In potem je odgovor, naslednje vprašanje, prosim. Oziroma vsi gledamo v konice svojih čevljev. Čeprav zadnji dve knjigi, ki sem jih prebral, sta bili pa esejistični. Sama pa moram reči, da kot bralka, torej Nino je bral seveda še strožje, sem izjemno uživala ob teh esejih in sem si rekla, to je pa zdaj res pravi užitek premišljevanja. Ker so mi dali toliko najprej presenetljivih zasukov, kaj najdeš in primerjaš in kaj izpelješ iz tega, in sem res začutila, kako je lahko tudi razmišljanje užitek velikokrat in hkrati, kako na drugi strani tvoji kolegi, filozofi govorijo, da je pa v družbi vedno več te ljubezni do nevednosti. Recimo Grošovnik je izdal knjigo o hoteni nevednosti, Renata Saleclova pa je celo Strast do nevednosti imenovala. Kako pa to komentiraš? Mislim, da imam celo jaz, sem imel neko kolumno pred časom zelo podobnim naslovom pač, ne vsebinsko. Tako da ja, je to fascinanten fenomen, ampak mislim, če malo banaliziram, če pač lahko na položaje največje moči in vpliva pridejo ljudje ne kljub temu, ampak mogoče celo ravno zato, ker se na ves glas hvalijo, da v življenju niso prebrali nobene knjige, pač je to pokazatelj nečesa, oziroma mislim, da je rekel, da je eno prebral. Govorim seveda o bivšem ameriškem predsedniku. Ampak če to izpostavljam celo kot svojo vrlino v smislu, evo, ni vam treba brati, pogledajte, kam lahko prijete, pa pač zakaj bi potem ubirali neka druga pota, če pa ta pot očitno tako nagrajujoča. Ja, to o branju knjig je res, ampak tudi v Sloveniji zadnji čas se velja, mislim, da je Boštjan tudi v eni kolumni Večeru to načel, da se umetnost v neki splošni zavesti tretira kot nekaj, kar se ne potisne v prosti čas, prostočasno dejavnost. Skratka nekaj, kar ni full-time job, nekaj, kar naj se grejo ljudje popoldne. Kakšno je vajno mnenje o tej klimi? Kaj je tisto, kar pripomore k temu, da en povprečen človek razmišlja na ta način in potem v raznih komentarjih na forumih bereš razne zelo grozne stvari. Mogoče najprej to, da ukvarjanje z umetnostjo, ta ukvarjanje se sicer sliši malo čudno, ampak bom vseeno uporabljala ta izraz, je več kot full-time job, če temu tako rečemo, tukaj se najbrž strinjava oba. Se včasih pohecam pa rečem, da tudi, ko grem v trgovino, pa mi prodajalka prijazno ponudi rogljiček, meni pa gre tisti hip čez glavo, da bi v naslednjem romanu koga zadavila, in tega seveda ne povem, ampak hkrati pa to idejo nosim sabo in me spremlja kjerkoli pa že, ali stvari, ki jih doživljam, ali stvari, ki jih preberem. In podobno je tudi z glasbo, v tem smislu je Boštjan seveda ima dosti širše področje, ko te preganjajo melodije, drobci, toni, in to ni nekaj, kar ti zapreš po 8 urah in neha obstajati. Zdaj, zakaj klima do tega taka nespoštovanja umetniškega dela? Sej to ni samo zdaj,
to se vleče že zelo dolgo. Zdaj mogoče tudi zaradi vseh medijev, vseh komentarjev, da smo nekako bolj seznanjeni s tem in seveda temu primerno tisti, ki se ukvarjamo z umetnostjo, bolj šokirani. Kako je pravzaprav to mogoče? Kje je bil ta primitivizem ves čas? Kako je lahko zdaj planil na dan? Mislim, da je Vlado Žabot o tem tudi napisal en krasen prispevek, zakaj in čemu se lahko take stvari dogajajo ravno takrat, kadar je kratena svoboda, da ne rečem ljubezen do svobode. Ja, ni. Jaz mislim, da, kot si ti rekla, da to ni nič novega. In ne bom rekel, da je to, ali pa bom rekel, vse to je čisto legitimno stališče, če kdo pač misli, da to ni delo, ok, why not, mislim. V končni fazi problem tega človeka, ima napačne predstave, ampak se jaz imam tudi napačne predstave v marsičem. Jaz celo vedno bolj poudarjam ta element umetnosti in ustvarjanja, ravno ta delavski, bom skoraj rekel, ne samo deloven. Seveda pa, kar se tiče tega, kaj je ne samo dovoljeno izražati, oziroma kaj se nekako spodobi izražati, pa kdaj smo pa raje tiho, tukaj se mi zdi, da se pač dogaja neka sprememba. Ja, da mogoče bi marsikatero mnenje, ki ga danes ljudje suvereno izrekajo, ne samo anonimno po forumih, ampak tudi podpisani z imenom in priimkom, v kakšnem drugem času veljalo za mnenje, ki ga raje zadržiš zase, ker pač mogoče nočeš izpasti primitivna, pa neizobražena, kakorkoli. Pa ne, da bi bilo to sankcionirano, ampak preprosto nekako si imel občutek, da pa mogoče o tem bom pa raje molčal, ker o tem v resnici nič ne vemo. No, tukaj se standardi pada, ne? Kdaj se zadržimo, pa smo mogoče raje tiho, ker o tem pa res nič ne vemo, ampak suvereno tolčemo levo in desno, pač kar itak vemo vse. Ja. En izmed zanimivih nominiranih Bobov leta, prav danes objavljen v Večeru, pravi, da se tu srečata omejenost človeškega razuma in neomejenost spletnih medijev. To je zanimivo in nevarno križišče. Ampak jaz mislim vseeno, Nino, da je zdaj čas za nekaj poezije. Ko smo spet iskali neke skupne točke, smo naleteli na pisma sebi. Tako nosijo naslov tudi Boštjanove kolumne, mislim, da je bila te dni objavljena 10. To je intermezzo kolumnistični, ki je vezan na čas izolacije oziroma epidemije. V tem času si dopisujem in sečno upam, da bom kmalu s tem nehal. Nisem računal na to, da si bom pol leta dopisoval. In Cvetka, tudi tvoj pesnik, ostareli pesnik, pravi, napisal bom pismo in potem razločno napisal naslov sebi. Spet vidiš podobna točka in pojavi se ena posebnost v tej zbirki, da pa se spominja seveda tudi on ljubezni in prvega srečanja z njo in potem se v ženskem razdelku ta pesem ponovi z njenim glasom. In bi bilo zelo lepo slišati, če bi nam prebrala. In ker smo pa prej govorili o otrocih, o potomcih, o tem, da tudi pišeš za mladino, pa morda moja velika želja, da bi slišala tudi potomko. Poskušam se spomniti, katera pesem je v tem dvospevu najprej nastala. Ko govori on ali ko govori ona. Pa mi je zdaj šlo skozi glavo, da sem jo pravzaprav pisala vzporedno, ker sem prenašala misli od njega na njo, od nje na njega. Oba pa govorita o prvem srečanju. Prvo srečanje. Sredi pogovora sem te nenadoma pustil samo na gostilniškem vrtu. Do konca nisi razumela, da si ob srkanju kave v meni ustvarila neznanega moškega. Bolj kot tvojega pogleda sem se prestrašil njega, ki je v hipu hotel zažgati noč. Med pobegom sem ga poslal k tebi, kot privid, ki je ožemal tvojo užaljenost. Do jutra
sem namesto tebe objemal dvom svojih rok. V sanjah so se nerodno poskušale dotakniti tvoje kože. In mi je neuke prste rahljala neznana ženska s tvojimi potezami. Prvo srečanje. Sredi pogovora sem te nenadoma pustila samega na gostilniškem vrtu. Do konca nisi razumel, da si ob srkanju kave v meni ustvaril neznano žensko. Bolj kot tvojega povabila sem se prestrašila nje, ki je v hipu hotela zažgati noč. Med pobegom sem jo poslala k tebi, kot privid, ki je vžemal tvojo užaljenost. Do jutra sem namesto tebe objemala dvom svojih rok, v sanjah so se nerodno poskušale dotakniti tvoje kože. In mi je neuke prste rahljal neznani moški s tvojimi potezami. Potomka. Tako kot jaz si ti moja hči, potomka tistih žensk, ki so jih sežgali na grmadi. Ogenj je najprej oplazil stopala, da na vsakem koraku čutiva bolečino, ki opominja, da je srce zgorelo zadnje. Zato nosiva breme njegovih sanj. Ti danes bolj kot jaz, kot sem jaz nekoč hrepenela, bolj kot moja mama. Zato nikar ne otresaj pepela iz las, naliči si z njim obraz, poišči ogorke ugaslega pogorišča in si z njim počrni oči, da bodo zasvetile v temi, ko se boš izgubljala na križišču, kjer se cepijo večne poti. In, če bo treba, pogumno stopila proti novi grmadi. Veliko je tem, ki bi jih načeli, ampak ker je čas takšen, da malo krajšamo te pogovore, se mi pa vseeno zdi ena iztočnica Cvetka, ki si jo dala Ljubezen do svobode. Morda ta zaokroža, že prej, ko smo si postavljali tele pregrade, med sabo smo si rekli, tako ograjeni, pa pravzaprav kar nenadoma bolj začutimo, kako znova želimo govoriti o svobodi, hrepeneti po svobodi. Kakšna misel glede tega, kako dojemata, kako čutita to svobodo danes? Mislim, da je želja po svobodi nek osnovni človeški imperativ. Rojeni smo zato, da smo svobodni, da se svobodno izražamo, mislimo, čustvujemo, govorimo, se dotikamo, približujemo in iz kakršnega koli razloga že nam je ta svoboda odvzeta, ali se z njim strinjamo ali ne, v tem trenutku ni pomembno. Govorim samo o tem, da prihaja do nekega manjka, ki se imenuje manjko svobode in s tem manjko ljubezni in bližine. Ker pravzaprav je vsaka ljubezen pogojena svobodo, se mi zdi, da sta ta dva pojma izjemno blizu. Boštjan, ti si svobodi posvetil tudi en esej, in sicer pod naslovom O neki državi, ali kako smo pozabili, kaj pomeni svoboda. Seveda si pisal že pred tem časom, o katerem zdaj tako, na katerega mislimo. Morda kakšna misel v zvezi ali iz tega eseja ali pa v zvezi z današnjim časom? Ta tekst je vendarle specifičen v toliko, da je pač nastal ob priložnosti. In sicer sem bil takrat, me je delo povabilo, da sem bil eden od avtorjev, ki smo pisali ob 25. obletnici osamosvojitve, se pravi, kmalu bo 5 let tega. Pa sem potem seveda ta tekst nadgradil in ga nekako razvil v esej, ampak izhodišče je bilo to, se pravi, izhodišče je bil zelo konkreten dogodek, konkretna obletnica in tudi zelo konkretna situacija. Širiš v 30-letnica. Ja, vse vprašanje zdaj bi povedal, kaj je bistveno novega. Ampak vseeno se mi zdi, da je pač ta trenutek, ki ga živimo zdaj,
vsa ta vprašanja, o katerih se pogovarjamo, vendarle osvetlil tudi drugače. In da je to za vse nova izkušnja, iz dneva v dan manj nova, ampak vendarle zdi se mi, da kolikor smo se relativno hitro, pač relativno lahko se privaditi na neke ukrepe in na neke omejitve, take ali drugačne. Zdi se mi pa, da smo še zelo, zelo daleč od tega, da bomo sposobni v bistvu vse to, kar se nam dogaja in kar se nam je v minulih mesecih zgodilo in kar se nam še nekaj časa bo dogajalo, zares reflektirati in v celoti, pa niti ne doumeti, premisliti z vseh, ali pa vsaj večjih stališč, večjih zornih kotov. Pač zelo veliko se sicer ukvarjamo s sabo v tem času, ampak nisem čisto prepričan, če je to vedno tisto pravo ukvarjanje s sabo. No. Jaz bi izkoristil priložnost, pa bi Boštjana vprašal še o eni ljubezni, o kateri do zdaj na teh naših Valentinovih dvojcih ni govoril še nobeden. To je ljubezen do športa. Skratka, vem, da si ljubitelj športa, da si tudi sam športnik, reprezentant slovenske literarne nogometne reprezentance. Pa me zanima, med vsemi temi tvojimi ljubezmi, kakšno mesto zavzema nogomet in kakšna je tale ljubezen do športa? Mislim, način, na katerega pišemo športu, mislim, da je mislim, da iz njega se da razbrati, da mi je šport pač v prvi vrsti čudovita prispodoba. In tudi ena taka lepa usporednica življenju. Kot prispodobo jo lahko berem in potem tudi razvijam naprej na mnogotere načine. V končni fazi v eni izmed mojih kolumn, kakšno leto dni nazaj, se mi zdi, da čudovito sobivala Petra Majdič in Dana Zajc, in sta se zelo lepo pogovarjala. Po drugi strani je pa šport tudi, ogromno se iz njega naučiš o sebi in o drugih. Sploh recimo ekipni športi se mi zdi, da tako, kot se človek obnaša na fuzbol placu med igro, približno tako lahko pričakuješ, da se bo obnašal tudi v življenju, in tako kot so na fuzbol placu borci, garači, egoisti, soleri, dive in tako naprej, oziroma zvezde, tako je tudi v življenju. Ponovadi se te stvari kar nekako lepo ujame. In kako je znal Goran Vojnović v tej spremni besedi k tvoji zbirki napisati nekaj najbolj ganljivega, in kakšno metaforo je našel za življenje skozi te nogometne junake. Zame, ki se sicer za nogomet ne zanimam, je bilo to res čarobno. Sicer pa imaš imenitne pisce spremnih besed, prvi pa je napisal Mladen Dolar in tudi občudujoč tvoje eseje. Tako bomo počasi zaključevali, morda z eno končnih misli o odnosih. Ljubezen je najbrž zelo široko razprta v odnose med nami oziroma odnose do vsega, konec koncev tudi do narave, do vsega živega. In tudi to, Boštjan, si zelo, tako kot je Cvetka v pesmih ubesedila, te odnose si jih ti v eseju. In mene ta tvoj esej kot molitev ali nekaj namesto nje za zaključek. Se mi zdi, da tudi to pogovarjanje naše danes je bilo kot molitev, ampak govoriš o vljudnosti. O vljudnosti, ki je po filozofu Comte-Sponvillu prva izmed vrlin. In morda bi si pomagali, da se vračamo k temu, k nekim normalnejšim odnosom kot ti, da začnemo pozdravljati šoferja v avtobusu ali kako drugače. Kaj meni ta, kakšen recept morda, kako se da povrniti nazaj, kako spet to kulturo dialoga izboljšati? Kaj lahko posameznik naredi pri tem, kaj morda umetnik? Si lepo rekla kulturo dialoga. Dostikrat prihaja v kakšnih pogovorih do enačenja med kulturo in umetnostjo. Kultura je dosti več kot umetnost. Umetnost je del kulture, pri tem pa gre, se mi zdi, v prvi vrsti za eno spoštljivo komunikacijo. Ko je prej Boštjan govoril, ni problem, če ima nekdo
nasprotujoče mnenje, narekovajih, če sesuje neko početje, gre za to, na kakšen način to naredi. Ali je to še zmeraj spoštljiva komunikacija, ali pa gremo proti tisti smeri, ki jo lahko mirno označimo, da gre za sovražni govor. Pa ne zdaj maham tle z nobeno zastavo, ampak kadar je komunikacija spoštljiva, poteka komunikacija v ljubezni, če smo pri tem. Ja, nimam temu kaj dosti dodati, absolutno. Je pa seveda, če pa sprašuješ po receptu, se pa zavedaš, da postavljaš odločno pretežko vprašanje. In da če bi bil kdorkoli od nas tu prisotnih dovolj pameten, da bi ta recept zares poznal, bi ga verjetno že delil s svetom. Ja. Pač gre za zelo kompleksno stvar, gre za nek proces, ki ves čas traja in mu je treba pač ves čas slediti, se z njim ukvarjati. Pač poskušati nekako pomagati pri tem, da vendarle krene mogoče v neko malce bolj pozitivno smer. Mogoče tudi takšen pogovor, kot je nocojšnji, recimo, je en majhen prispevek in upam, da smo kaj prispevali, predvsem pa z vajino ali umetniško besedo ali glasbo, bomo zaokrožili tudi tako. Tako, ja, z glasbo bomo zaokrožili ta današnji prijeten pogovor. Boštjan Narat bo nastopil s pesmijo Pusti kamne na tleh. Pesem, ki še ni diskografsko objavljena, bo pa najbrž v kratkem, če se ne motim. Se pravi premiera. Premierno Mariborska premiera v živo, tako bomo rekli. Pusti kamne na tleh, naj v miru ležijo tam, naj ne težijo tvojega srca. Pusti kamne na tleh, pusti kamne na tleh. Čas vedno teče v isto smer, čas vedno teče v pravo smer. Pusti kamne na tleh, najin planet je slišal že mnogo zgodb. Ta stari tlak je shojan od starcev in otrok. Ne čakaj modrih ptic, ne išči znanih stopnic, ker vsaka noč, tako kot dan, odide stran. Pusti kamne na tleh, naj v miru ležijo tam, naj ne težijo tvojega srca. Pusti kamne na tleh, najina sled v pesku nariše krog. Ta stari hrast sklanja veje za stisk otroških rok. Ne čakaj modrih ptic, ne išči znanih stopnic, ker vsaka noč, tako kot dan, se ne konča. Objemi hlad dežja, poišči utrip srca, ker vsaka noč, tako kot dan, odide stran. Pusti kamne na tleh, naj v miru ležijo tam, naj ne težijo
Najlepša hvala Boštjan Narat, hvala lepa Cvetka Bevc, hvala Nino, hvala vsem vam, ki ste bili z nami in ne glede na to, verjamete v Valentinovo ali Gregorjevo ali karkoli že pač, lepo praznujte ljubezen. Hvala lepa. Hvala tudi tebi, Zora.